Peti igralni dan v tretji ženski odbojkarski ligi Vzhod je v bistriški športni dvorani postregel z obračunom med domačo Bistrico in gostujočo šesterko Mislinje. To je bil tudi derbi omenjenega kroga, prvo in tretjeuvrščene ekipe dosedanjega poteka prvenstva. Po prikazanem na igrišču in razvoju rezultata po posameznih nizih je tekma prav gotovo upravičila naziv derbi kroga. Po 4 nizih so se zaslužene zmage z 1:3 veselile igralke, ki so igrale za ekipo Mislinje. V sami igri smo pokazali, da lahko iz zelo nizkega rezultata pridemo zelo visoko in da lahko, tudi če je med igro slaba energija, da lahko med time-outom vse se uredi in pridemo nazaj v igro, tako kot se da in zmagamo 3:1. Tudi lahko bi 3:0, ampak pač prvi set je bil malo smola, ampak drugače pa je bilo super. Varovanke trenerja Marka Pongračiča so dobile prvi uvodni niz 25:21 in povedle v srečanju z 1:0. Nato pa so preostale nize zaključile, drugega na 21 točki, v tretjem so dosegle 22 točk, v odločilnem četrtem pa so prišle do številke 20 in končnega poraza na tekmi z 1:3. Z dobro igro smo bile tudi tu, čisto lepo smo lahko igrali, je pa res, da je spet se ponovilo to, kar se ponavadi ponovi, da prva 2 seta igramo zelo dobro, potem pa nam vse dol pade, ni več sprejema, ni napada, ni servisa, veliko servisov je šlo v out. Prvi uvodni niz, ki je pripadel domačinkam, je bil izenačen tako po igri kot po rezultatu. Pri rezultatu smo bili 5:5, 15:15 in 18:18. Kristanova je servisom poskrbela za vodstvo 20:19. Duševa pa je z blokom povišala na 21:19. Sara Sešelj je dosegla 20 točko Mislinje. Niz pa sta zmagovalno zaključili Eva Rožanc in mlada obetavna 15-letna Veronika Dušej. Ja, na začetku smo dobro igrali, potem nam je v drugem setu malo padla koncentracija, smo se malo nehali boriti za žogo, pa na koncu nam je energija padla, pa se nismo več toliko borili za žoge. Na krilih dobljenega prvega niza so Bistričanke poletno stopile v drugi niz in povedle 7:5. Nato pa so igralkam v črni športni opravi dovolile, da so naredile točkovno serijo iz začetnih udarcev. Čerešnikova je poskrbela za +6 točk in to pri rezultatu 11:17. Glažarjeva pa je dosegla točko za rezultat 17:22. Gostje so nato izkoristile drugo zaključno žogo za izenačenje v srečanju na 1:1. Jaz sem tudi pričakovala, čisto iskreno, da se bo tisti set še nadaljeval v naslednja 2, ampak se zgodi. Tretji niz je v končnici odvil po notah gostujoče šesterke, kljub temu, da so igralke v beli opremi vodile že z 21:17, torej za velike 4 točke. Sledil je padec pri sprejemu domačink, ki je prinesel veselje dobljenega niza gostujoči ekipi za vodstvo v tekmi 1:2. Ja, z malo slabega servisa, slab sprejem, potem pa če ni sprejema tudi napadanje, kar pač pripelje do izgube. Zgodba iz predhodnih 3 nizov se je ponovila tudi v četrtem, že odločilnem nizu. Za vodstvo varovank bistriškega stratega sta tokrat poskrbeli Lorberjeva in Čavničarjeva. Bilo je 13:10. Nato pa je sledilo izenačenje pri rezultatu 13:13. Do konca so gostje samo še stopnjevale in niso obrnile sebi v prid 20:25 in 3 prvenstvene točke odnesle domov. Zmaga pomeni, da lahko pridemo v drugo ligo, drugo leto in da še bolj razturamo na drugih tekmah. Bistričanke bodo morale ta poraz čim prej pozabiti in se s pogledom obrniti v naslednje prvenstvene obračune. Bolj se bo mogla zbrati, bolj skoncentrirati in več vaditi. Že v naslednjem 6. krogu bodo bistriške odbojkarice na domačem parketu pričakale ekipo Zoje.